Želel je postati kmet, novinar, filozof. Danes pa je izjemno priljubljen duhovnik. Dame in gospodje, nocoj v Kaj dogaja pozdravljam gospoda Martina Goloba. Dober večer. Dober večer, voščin. Hvala za povabilo. Z veseljem. Zdaj se nam je prav, na Veliko soboto, da vas povabimo za gosta, da prinesete malo pozitivne energije, da nas pomirite. A je to bistvo praznikov? No, bršunka pa še zraven, ni pa bistvo. Bistvo, korenina tega praznika je pravzaprav v veri. V veri namreč, da je Jezus premagal smrt, da je na velikonočno jutro bil prazen grob, s tem pa nam pravzaprav prinesel odrešenje in nam pokazal, da smrtjo ni konec. Bistvo praznika je pravzaprav, da je Bog vstopil v tisto, kar se človek najbolj boji, to je pa smrt in minljivost. Tako da je to praznik vere, praznik, kjer najdemo smisel načinu bivanja, ki ga imamo kristjani. Je pa to za vse. Tako da šunka pa zraven paše in radi malo praznujemo in jimo. In se imamo fajn, ne? Ja, vsekakor. Martin, dajte mi povedati, zdaj maše zaradi vseh teh ukrepov v cerkvah ne potekajo, ampak vi ste se pa zelo dobro organizirali na spletu. Ja, maše sicer potekajo zasebno. Ne smemo imeti trenutno obredov oziroma svetih maš v navzočnosti ljudstva, tako da bi pač organiziral. Kar nekaj duhovnikov, nisem samo jaz, pa tudi prenašamo svete maše po spletu. Jaz celo še malo po televiziji. To sem se naučil v Bohinju, veste, ko je prišel prvi val epidemije, ljudje so dali za mašo, so naročili, potem pa prišla epidemija, sem mogel pa sam mašvat in sem prenašal zato, da so Bohinjci videli, da sem v pravu. Da niso rekli, aha, kasiral je, ni pa naredil. Zaradi tega in tako se je potem kar fajn prijel in to zdaj ves čas epidemije tako pelemo. In nas je zelo veliko skupaj. Koliko vas je? Mislim, ogromno čistočih podatkov nimam. Na mojem Facebooku nas je povprečno okrog 2000 naenkrat, ampak veliko jih je potem še na Golici TV in na televiziji T2. Zdaj, ljudje v teh časih se mi zdi, da so kar nervozni, napeti. Se več kot ponavadi zatekajo k vam na pogovor po kakšen nasvet? Ja, tega je zelo veliko. Mislim, več kot običajno je kakšen pogovor tudi glede tega več. Je pa res, da jaz imam precej velik domet, tako da teh telefonov in sporočil je res ogromno. In sem hvaležen za zaupanje, ki ga izkažejo ljudje. Je pa vse sorte po družinah in vse sorte se dogaja v ljudeh, v njihovih notranjostih. So skrbi, so dvomi, so stiske, takšne in drugačne, času primerne. In oni so potem hvaležni vam, da si vzamete čas, ne? Sej drugega ne morem, kar poslušam, pa dam eno tolažbo, da bom mislil na njih, pa to tudi delam. Jutri je velika noč. Ja? Zdaj, ukrepi so sproščeni jutri. Kaj priporočate ljudem? A ne gre obiskati svoje bližnje, svojo družino, ali ne? Zdaj, ker jaz malo spremljam ljudi, s kateri, pač, ko jih se slišimo, pa to, vidim, da je v zraku tudi že neka zavedanje, ena odgovornost, da ljudje že malo pomislijo, komu, kako, na kakšen način. Ne moram reči, da bi bilo zdaj kar vse razpršen. Občutek to dobim recimo v domu starejših občanov v Grosuplju, zelo na tak lep in uvideven način. Jaz mislim, da previdnost je nekako nam zveza pod kožo in da kljub vsemu, da se mečkano odpre, je to sicer dobro, da smo pozorni, kdo so najbolj ranljivi med prazniki, osamljeni in starejši. Tisti, ki jih bomo pa obiskali, pa da smo pozorni, da smo res zdravi in da pazimo. Mislim, da se kar v enem dnevu pa ne bomo razpustili. Staro izročilo nas pa uči, da pa za veliko noč je bolje, da smo doma. Za okol hoditi je pa že bolj ponedeljek. Če je gospod župnik tako prav, pol tako mora biti. Priznam, kdaj si tudi ogledam vaše maše na Facebooku, sem velik fan, ko imate prošnje. To mi je zelo zanimivo, ker se mi zdi, da ste te prošnje med mašo nadgradili v pozdrave in čestitke. Ja, ljudje, mislim, to se je začelo čisto spontano, a ne, župnik, dajte pa ne se to pa to, a bi prosil pa malo za to. In tako je zdaj ratalo res tega kar velik in sem tega vesel. Se pravi, spominjamo se naših rajnih, spominjamo se, kdo ima kakšen rojsten dan in za zdravje prosimo. To so v bistvu tako tri področja. In z eno veliko vero, pa zelo preprosto vero, mnogo ljudi mi to piše ali me kliče in jaz to izrazim.
In čutim zadnji tudi eno ogromno hvaležnost vseh, ki so omenjeni ali pa slišani. In večkrat mi pošljajo tudi zahvalo po oslišanih, da se je v njihovih prošnjah tudi zgodila kakšna reč v dobro. Tako da to je eno sodelovanje pravzaprav s tistim velikim občestvom, ki je pred zraven nas prisotno. A pa bi bilo možno, da se ekipa oddaje Kaj dogaja jutri priporoča za eno prošnjo? Seveda, bi lahko? Ja, lahko. Recimo, Kaj pa bi prosili? Jaz bi, recimo, sem si napisal, Bog prosim te za ustvarjalce oddaje Kaj dogaja, da bi jim levi in desni enako zamerili. Je to v redu, je prehuda? Zdaj, jaz lahko tako prosim, zdaj, kaj pa Bog iz te prošen naredil, je pa pol pravzaprav njegova stvar, ker moramo tudi Bogu pustiti svobodo. No, ali pa lahko malo umilimo, pa rečemo, da bi bili vedno smešni, pa da ne bi nikogar užalili, ne? To je v redu, ja. A pa vi, kaj je bolj, to je lepše. Vi po svoje naredite, no? okej. Vi po svoje naredite. Ljudje, jutri gledajte Sveto mašo, prošnja za oddajo Kaj dogaja bo. Gospod Martin, iskrena hvala za obisk v studiu, sem želim lepe in predvsem blagoslovljene velikonočne praznike. Želim vam še naprej, da ostanete tako pozitiven, pristen in dobre volje. Hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo, vse dobro, veliko blagoslova vam in vsem gledalkam in gledalcem. Hvala lepa. Vemo, kaj moramo narediti. In je. Vidite, a je bilo tako težko.